Lepo pozdravljeni. Pri Odboru za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije smo se v preteklem letu pravzaprav odločili, da skušamo s promocijo ustnega zdravja dvigniti nekako zavedanje prebivalcev o pomenu ustnega zdravja in dvigniti zdravstveno pismenost na tem področju. Združili smo pomembne zobozdravniške strokovne deležnike na tem področju in predstavniki le-teh so danes z nami in pravzaprav vsak bo nekako opisal svoj del ali pa prispevek k tem projektu. Projekt bi morali zagnati pravzaprav že preteklo leto v marcu, ampak seveda smo ga zaradi epidemije preložili. V času epidemije smo se o virusu SARS-CoV-2 veliko naučili. Naučili smo se seveda tudi veliko o delovanju samega zobozdravstvenega sistema, ki je bil dejansko krhek že pred tem. In ključna dejavnost, ki je najbolj pešala v samem obdobju epidemije, je bila seveda preventiva in predvsem tudi preventiva v vseh starostnih obdobjih. Zato smo se odločili, da projekt promocije ustnega zdravja zaženemo kar v drugem valu. Ter tako skušamo opozoriti na osebno odgovornost vsakega posameznika do svojega ustnega zdravja in tega, kaj lahko naredi pravzaprav vsak sam za svoje ustno zdravje ter preprečuje najhujše. Ustne bolezni, kot vemo, bistveno presegajo trenutne modele zobozdravstvenih sistemov in tudi politik preventive na globalni ravni. In ne samo pri nas, tudi v Evropi. Ustne bolezni so nenalezljive bolezni, kar pomeni, da so močno socialno-ekonomsko pogojene. In zato je zelo pomembno, da imamo velik poudarek ravno v obdobju epidemije na preventivi. In med njimi seveda prednjačijo zobna gniloba ali karies, parodontalna bolezen in pa tudi rak ustne votline. Globalno so najbolj prevalentne, saj za njimi boleha kar 3,5 milijarde ljudi na svetu in nezdravljenje imajo resne zdravstvene in seveda tudi ekonomske učinke, ter tako zmanjšujejo kvaliteto življenja. Povzročajo pa hkrati tudi dodatno ekonomsko breme, tako družinam kot tudi samem zdravstvenem sistemu. Zobozdravstveni sistem je vzdržal tudi seveda v drugem valu in Zdravniška zbornica je skupaj z Ministrstvom za zdravje budno spremljala dogajanje in sicer predvsem število okuženih zobozdravnikov v vseh teh treh skupinah. Tako smo zagotavljali regijsko dostopnost do nujnih zobozdravstvenih storitev tudi za COVID pozitivne paciente, paciente, ki so bili v karanteni ali pa v izolaciji. Tako lahko štejemo to kot velik doprinos kolegov, predvsem k ohranjanju ustnega zdravja v populaciji, saj so zobozdravstvene ambulante celoten drugi val delovale, pravzaprav omogočale tudi skoraj da vse storitve. In tudi k zmanjševanju smo doprinesli k zmanjševanju obremenitev zdravstvenega sistema na sekundarnem in terciarnem nivoju. V tem valu je prišla še ena dodatna aktivnost in sicer postali smo zelo pozorni tudi na upad onkoloških pacientov, torej tistih z rakom ustne votline. Tako smo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili 4 posebne programe, kjer smo lahko kolegi zobozdravniki pregledovali tudi sumljive spremembe na ustnih sluznicah. Tako Ministrstvo za zdravje kot Zdravniška zbornica Slovenije pa sta pripomogla k dodatni kampanji ozaveščanja prebivalstva. Ta del aktivnosti bi rad še posebej izpostavil, saj se je tako ožja skupina kolegov pravzaprav ozrla v prihodnost in usmerja tudi številne naše kolege v čas po epidemiji in skušala s temi ukrepi blažiti tudi stranske učinke epidemije in druge zdravstvene panoge, ki so bile do sedaj močno zapostavljene, a imajo lahko seveda usodne posledice tako za paciente, kot seveda tudi za sam zdravstveni sistem. In če zaključim, pravzaprav za konec bi se rad zahvalil vsem sodelujočim deležnikom in še posebej predsedniku države, gospodu Borutu Pahorju, ki je projekt podprl s častnim pokroviteljstvom ter tako opozoril tudi na pomen ustnega zdravja Slovencev. Hvala.